Seveda, tudi svetniška skupina Liste Toneta Smolnikarja za Kamnik se strinja s tem, da je treba podnujno zagotoviti sredstva za vrtce oziroma zagotoviti prostor za zavrnjene otroke. In če bo na račun tega potrebno kakšno investicijo okrniti ali kakšno cesto manj narediti, smo tudi mi za to. Kajti na vsak način so otroci tisti, ki so prvi in tudi prvi rabijo zdaj našo pomoč. Svetniška skupina SDS zagovarja rešitev problema otroškega varstva v občini Kamnik s tem, da se takoj, še enkrat poudarjam, takoj pristopi k neke vrste izgradnji vrtca. Oblika ni pomembna, pomembno je število mest, ki bo zagotavljalo vsem otrokom v kamniški občini enako obravnavo. Ne pa, da nekateri imajo možnost koriščenja, drugi pa niti nadomestila ne, tako kot nekatere sosednje občine, ki dajajo nadomestilo v višini 150 evrov tistim, ki so bili odklonjeni pri vlaganju prošenj. Mi trdimo, da je možnost, da se problem reši ne dan pred volitvami, ampak takoj. To pomeni najkasneje v 6 mesecih, da bi imeli že možnost dopolnjevanja oziroma umeščanja otrok v vzgojno-varstvene zavode, tako da bi imeli vsaj v večini primerov rešene probleme. Pripravljeni podpreti tudi rebalans, če je potrebno, samo da se zagotovijo čim prej proste kapacitete. V svetniški skupini Nove Slovenije smo že večkrat opozarjali na problematiko pomanjkanja prostora v kamniških vrtcih in smo v tej luči pripravljeni tudi zagotoviti določena proračunska sredstva. Zagotovo, to smo večkrat poudarjali, je v tem trenutku nesmiselno graditi povezovalko, ki nas bo stala več milijonov evrov, medtem ko nimamo dovolj prostora za otroke, medtem ko številni ljudje ostajajo brez dela. Po naši oceni bi lahko ves ta denar, ki je namenjen za povezovalko, preusmerili za potrebe kamniških vrtcev in tudi za vse ostale potrebe, ki so v tem trenutku veliko bolj nujne kot pa neka cestna povezava med Ljubljansko cesto in pa zdajšnjo kamniško obvoznico. Poglejte, se pravi, če je na področju šolstva prioriteta gradnja, dograditev in obnova osnovne šole Toma Brejca in Frana Alberta, na področju cestne infrastrukture, izgradnja povezovalne ceste, na področju športa in turizma, izgradnja tega športno-turističnega centra, z katerega tudi bazen. Potem je vsekakor na področju predšolske vzgoje, saj zame osebno prioriteta izgradnja saj 2 vrtcev, če ne celo 3, ki bodo skupaj imeli približno 15 oddelkov in zato sem se pripravljal znotraj proračuna odpovedati tudi kakšni drugi in manjši investiciji. Konec koncev je občina odgovorna za to, da zagotavlja prosta mesta v predšolski vzgoji, ne glede na to, da se Brane Golubović ne strinja s sistemom financiranja, ki ga je postavila država in se proti takemu sistemu financiranja predšolske vzgoje tudi borim, ampak se pa zavedam, da trenutna zakonodaja govori, da smo odgovorni mi v občini za vrtce in zato pravim, da je to ena izmed prioritet te občinske uprave in pa tudi občinskega sveta.